Ok, zdaj kaj se ti zdi bolj pomembno? Zdrava prehrana ali draga dopolnila ali prave navade? Brez dvoma prave navade. Pač navade ne moramo jih skompenzirati z dragimi prehranskimi dopolnili, ne moramo jih skompenzirati z nekimi zadevami. In tukaj vidim v bistvu največji izziv pri ljudeh. Sama sem biohacker že tukaj in toliko časa in ja, jaz zapravim veliko denarja, recimo, ne vem, za kakšne krvne teste ali pa ne vem, za kakšne take zadeve pa tako naprej. Ali pa ne vem, za neka zelo specifične zadeve, na primer metilen blue, ki je itak prepovedan v Sloveniji, ne. Ampak, mislim, to je moja služba, jaz se s tem ukvarjam, to je ne vem, katera stopnička gor, a ne, ti moraš začeti z osnovam, a ne. Kje živiš, a ne, kakšen zrak dihaš, kakšno vodo piješ, a ne. Ljudje bi pa vse to preskočili, a veš, kakor ženske, a ne. Pa ne bi pile dosti vode, pa ne bi kadijo, ali pa one vejpe, pa ne vem kaj še vse, ampak ne, za drago kremo bo pa imela, a ne. Nima smisla to, a ne, treba je najprej osnove poštimati. In osnove so take, kakršne so. In če bi mi poštimali osnove, se pravi neko to okolje, pa neke ta prave navade, ki v bistvu tudi skrbijo za živčno regulacijo, potem bi videli, da v bistvu ne rabimo niti toliko veliko stvari. Tako da ja, navade, to je bistvo klepeta ob kavi, to je bistvo naše produkcije, to je bistvo naše misije, da ljudje ozaveščamo zaradi tega, ker a veš, kdo ti danes promovira spanje? Ki ti hoče ležišče prodati, a veš. Kdo ti danes promovira, da je treba v gozd hoditi, a ne? Ki ti bo prodal, ne vem, spet neko zadevo, a veš, zmeraj je neka agenda zadaj nekoga, ki ti nekaj prodaja, a ne? Ampak pri teh stvareh, izvirska voda, gozd, svež zrak, spanje ustrezno, jutranja rutina, večerna rutina, to so stvari, ki pač same po sebi morajo štimati. In ker niso toliko kapitalistično, potrošniško zanimive, se jih ful premalo promovira, ful premalo se jih izpostavlja. So pa v bistvu najbolj učinkovite stvari na tem svetu, pač veliko bolj kakor vse ostale zadeve, a ne.